iskreno dobrodošli. To je naša tretja univerza, ne? Ja, imenuje se akademija. Zdaj še lepše ime. Tako da tisti, ki verjetno ni nihče tle, ki je prvič do te dvorane. Vsi ste že tle. Pravi, eno Brudsko imamo, nekaj plav Brudski dvorane. Drugič bo se še koga pripeljali, ne? Ja, bo pripeljala še koga. Nocojšnjo temo imamo, kot vidite, ali je ženska drugačno od moškega. Mi imamo danes v našem zmedenem svetu vse mogoče teorije. Mi imamo celo 18 teorij spolov. Vi veste, da je 18 teorij. Tisti, ki hodijo in se to učijo, jaz ne vem, kako se to naučijo. Najprej da enkrat se pa takoj pozabi, ko vidijo izpita domov. No in med vsemi temi teorijami je tudi naravna. In to govorimo mi, ki je najbolj katoliška, ker tam pravi v Svetem pismu, da je Bog ustvaril moškega in žensko, kot moškega in kot žensko. In ta sodobna znanost, ta, ki je res znanost, trdi, da tisti, ki misli, da med moškim in žensko ni razlike, je najbrž mama, torej najbrž ni mama, ki nikoli ni imela otroka v rokah. Ker če si mama, ko imaš otroka v rokah, veš, kdo je fant in kdo je punca. Ne moreš ti zdaj tako vzgajati nekoga, da bo karkoli postal v tem svetu. Odloči je zelo spolitizirati, tu pa nobenih pametnih stvari pripovedovati. Ampak znanost je tista, ki nam potem pride nasproti in pove, da je v tem svetu narava še vedno tista, ki najgloblje pri nas prihaja na dan. Seveda imamo potem mi polno teh vprašanj, kaj pa z oni ljudje, ki so recimo homoseksualci, pa lezbike, pa biseksualci, pa vse te različne skupine ljudi. Mi danes nimamo enega odgovora, ki bi nam povedal, zakaj je to. Vemo pa, da je to vrojeno in da ni pridobljeno. Upam, da se zmaga. Ti ljudje se ne odločijo, da bodo to. To oni so. In zdaj vedno bilo. Danes je mogoče to malo bolj pošlo na dan in kar vam mislim ni povedal danes iz tega odra, da do teh ljudi imamo skrajno spoštovanje, kot do vsakega drugega človeka. On se ni za to odločil, to je, da jim mora živeti. Kot smo reči živeli, da so moški in vi morate živeti, da so ženske. In da je ta osnovna spoštljivost, spoštovanje je prvenstveno in na prvi strani vsega. Seveda boste mi rekli, kaj pa tisti, ki eksperimentirajo, pa delajo vse mogoče stvari, res je, da imajo mode tudi tu zraven. Potem bodo rekli, ja, vsi, ki so usmerjeni na ta način, imajo takšne zelo dominantne dame za mame, ki posedajo svoje otroke in jih dominirajo, in očete, ki so zelo pasivni, da ne uporabimo kakšen drug izraz. Ja, res, da najdemo tudi to, ni pa povsod to. Gotovo, da ima tudi to kakšen vpliv. Gotovo, da ima tudi kakšna spolna zloraba, kakšen močan vpliv na bodočo potem razlikovanje in na čisto dojemanje stvari. Gotovo, da ima. Vse so te travme, ki ti lahko v življenju marsikaj spremenijo. Ampak tisto osnovno, najbolj organsko, psihično, bomo rekli, duhovno, če dodamo še to, kar je bistveno, pa vemo, da se te ne moreš odločiti. In homoseksualc ali lezbika ni samo človek, ki se je odločil, da pač ima spolne odnose z istim spolom. Tiste si odrasli ljudje, imamo vse to povemo, da v Ameriki. Spoštljivostjo. Ne, se ni samo spolnost. Kdo, ki je homoseksualski, je moški, veste, da imamo vse poklici, dojema stvari drugače, čuti drugače, je duhovno na drugačen način, je sočuten na drugačen način, kot sicer moški. Je tudi njegova duhovnost drugačna, kakor sicer pri moški. Niso samo kretnje in spolnost in oblike obnašanja, vedenja in različni dostopi in dojemanje in tipi in spolnost kot taka, spolne interakcije kot take, ampak drugače doživlja in dojema ta svet. Zato je
spoštujemo. Vedno so bili. Je res, da jih je v družbah, kjer je zelo dekadentno, kjer se družbe propadajo in kjer se začne kakšne divje spolne bolezni, da jih je tam vedno tudi več. Ampak, če se vam vaš sin jutri prijavi, da je on homoseksualec, kaj boste naredili? Ni terapije za njih. To je v njem. On se ne more odločiti. In so totalne travme, ne? Da se vaša hčerka odloči, da bo ona pa zdaj, kar se dobila partnerko in da bo zaživela partnerski odnos še ženo žensko. To so totalne travme, drage mame in očete. Ne, kaj tam narediš? In imamo eno osnovno držo spoštovanje najprej, kar je treba narediti. Ne, vi imate slišali vse mogoče stvari, potem tudi okrog tega in da vam jaz malo te predsodke in tabuje. Svoj najprej razrešim, recimo reče, ja, da je kdo, ki je zelo pokvarjen, ne, je nezvest, ne, če je še bolj pokvarjen, postane homoseksual, če je totalno pokvarjen, moralno, je pa pedofil, ne. Vi veste, da to nima nobene povezave. Potem imamo tam problem, če si celibater, ne, dajte celibaterjem celibat odpovedati, odpraviti, ne, pa ne bodo pedofili. To nima nobene povezave. Pedofil ni človek, ki nima dostopa do žensk. Pedofil je človek, ki lahko ima vedne spolne odnose z žensko, ampak ga pa otrok najbolj privlači. In je to tam, ne? To zdaj, zakaj se v ljudeh to premakne v drugo smer, tudi naša znanost še ne je odgovora. Vemo pa, da je to organska nedozorelost tako močno v teh ljudeh, da oni gredo do otrok in ne moreš preprečiti, to je najhujša možna oblika zasvojenosti. Zato imajo v svetu danes že vse mogoče metode in tehnike, kako to skušajo odpraviti, ne. Poznate ruski sistem s to grozovito kastracijo, z ameriški sistem, ki imajo vse registrirane, ne. Mi, ki ne vemo, kaj bi, smo tam neki vmes, ne. Jaz nočem nikoga kriviti in obsojati, ampak bi zelo rad, da najprej te osnovne parametre zares razumemo. Kdo kaj počne in zakaj? Kaj je v tem človeku? A to pomeni, da bo zdaj on večno takšen, ne? On bo pač moral s tem živeti na drugačen način, kot mora živeti nekdo z heteroseksualnostjo svojo ženo in nekdo, ki je s partnerjem, ki je samo moški in ženska, ki je z lezbika. So stvari, ki mi tukaj ne moraliziramo, ker ste odrasli ljudje in vidite svet zelo več plastov in nas globoko spoštujemo, da ste sploh šli sem na svoj nekaj taki temi, ne se bomo še kaj lepšega povedali, pa bolj zabavnega. Ampak za začetek, da si mi samo te osnovne dinamike malo razložimo in da imamo en spoštljiv odnos, ponavljam, spoštljiv odnos do vsega, ker to ni zdaj stvar morale in greha. Kaj s tem počneš, ja je drugo. Če bo kakšno vprašanje v to smer, bo zelo dobrodošlo. Mene so celo povabili tjale dol v Vipavo, ker je javno znano, da ima misijon in hoče, da jaz tja dol pridem prepričati mame, ki so njihovi otroci se odločili v puberteti, da bodo homoseksualci, kako ne one, da to sprejme. Tam puberteti si ves zmeden, se ne veš, kaj si. Tam so te eksperimentacije, ampak ti ljudje vedo, kam je njihovo nagon zaživeti. In mi imamo v spovedicah polno teh ljudi, ki pridejo in povejo, da je poročen, pa da je nezvest, pa ga malo vprašamo, kako pa reči, gospod, vi ne razumete. Moja nezvestoba ni z drugo žensko, jaz imam še enega moška. A moja žena tega ne ve, niti ne sluti. Ne vem. Vemo pa, da so to najhujše travme, ki jih ljudje v sodobnosti doživljajo. Ti ljudje se zelo dolgo matrajo in želijo zaživeti neko zakonsko življenje, potem jim ne gre in se pač odločijo drugače. So ljudje, ki so v dveh smeri in se tudi odločijo drugače. Pa zdaj teh ljudi ni ne kakšen velik procent, to je 3% v naši družbi in zakaj menjamo toliko časa, samo zaradi tega, ker bi rad imamo en spoštljiv odnos do vsega. Drugo je zdaj, kaj oni počnejo v družbi in sicer v naših interakcijah, vedenskih in čutenskih in kako so oni močni politično. Je res, da so to izjemno inteligentni ljudje, da imajo veliko moč
marsikje, kjer je mi nimamo, ker se sploh ne zanimamo za stvari, oni pa so aktivni, ampak to so druga politična stvar. Dobro, ali je ženska drugačna od moškega? Jaz včasih rečem kakšnemu novinarju, ko pride k nam to sprašvati, kaj je, mislimo, rečem, zakaj ne greste vi na medicino to vprašati, in oni rečejo, ker bi nas tam nagnali, Tam je stvar jasna, da smo mi zelo drugačni, hormonsko smo zelo drugačni, Drugačni hormoni se v nas procesirajo in drugače izločajo, Mi nimamo ekstrogena ženskih hormonov, tudi imamo v minimalni obliki, taki se zelo močno pojavi pri rojstvu otroka, kjer se mami na osnovi tega hormona zaljubimo otroka. Sicer bi kdo bi tega kričača prenašal, draga mama, Ti se zaljubiš v njega, Ja, je tvoj, je najlepši. Sosedov rečeš, pridite pogled, najlepšega otroka. Sosedi rečeš, Jezus, kakšen okus ima ta ženska, Vaš otrok je najlepši, Mi tega nimamo, imamo pa izjemen dopaminski sistem razvit in testosteronski sistem razvit, Moški pa spolnost, vi veste, Ja, on je skoraj vedno pripravljen na spolnost, vi skoraj vedno na pogovor. Ja, zakaj, če me imaš ti rad, bi se z mano pogovarjal, če bi ti mene imela rada, bi pa z mano spala, ne gre. Malo osvežim te stvari, pa da ne bomo tako strašno resni, da to je tle ostali. Ker je to, počasi moraš imeti kar velik humor, da z neko žensko živiš 40 let, a ne gospodje. Ja, moraš imeti izjemen smisel za humor, da z nekim moškim živiš 50 let, In še preživiš ga, Ja, moraš imeti smisel za humor, da mu živiš v kloštru, sploh, če nimaš smisla za humor, ne moraš tja sploh prideti, Ja, in potem, če napišeš na grob svojemu dragemu, dragi Janez, poči se v Bogu, dokler ne pridem za tabo. Janez to razume, Dobro, pomeni, da smo si zelo različni, Tudi možgani imamo zelo različne. Moški možgani so večji od žensk. To ne pomeni, ker je važna kvaliteta, ne kvantiteta. Ženske zelo drugače dojemate na svet, kot ga moški. Zelo drugače bomo skušali mi skozi to iti. Bolečino vi zelo drugače dojemate. Otroke zelo drugače dojemate. Prihode, odhode zelo drugače dojemate. Imamo cele knjige, kjer piše, da so moški iz Marsa in ženske iz Venere, da so to malo popravili, pravi, da smo iz istega planeta, samo iz zelo različnih krajev. Zdaj živimo samo v moški družbi. V moški družbi se mi kdaj pride do kakšnih napetosti, zdaj se ni treba vam to posebej razlagati, ker smo pač ljudje. Ko pride do napetosti, moški vsi utihnemo, Skuhašen večer tih, drug dan se pogovarjamo dalje, kot da se ni nič zgodilo. Za žensko je to smrt. Za nas je pa zakaj bi razpravljali o preteklosti. Razen, če gre za kakšne politične zadeve, potem bi zelo dobro vemo, kdo je daj tega rekel. Ampak brez izven politika, mi se s tem ukvarjamo več. Zakaj pa bi se vse ne moreš nič popraviti, gospodje? Ženska bo pa vam ob vsaki taki travmi dobi nek poseben čut, posebno znanje in spomin, zgodovinski spomin. Vse vam bo pripeljalo nazaj, za 10 let. Vse to že vse vem, pa nisi še nič popravil in nikoli se nisi upravičil. Dobro, da gremo mi malo dalje, tam imamo nekaj slajd, kako stopa v prostor moški in kako stopa ženska v prostor. Ko ženska pride v prazen prostor, kaj je ona najprej naredi? Ja, pogleda, kje je še kdo, da se bo znan, da se bo k njemu vsema, Socialno, Kako moški to naredi, pogleda, kje je prazen prostor in dustja, Tam zadaj nekdo joka, prav da je res. Kako vajno stanovanje gre?
To pa Kristina je Kregor, ona nas ta mož in žena in doktorska študenta, pa nas pa sem se rekel, ne greš ta malo k nam povedati, ne, ker jaz sem neporočen, da nisem ženska, nisem otrok imam, to ne vem, to je nič. Znam pa sprašvati, evo, dajmo videti, ne, kako izgleda tvoje stanovanje? Ko ste videli stanovanje kupovali, kaj je tebi bilo tam povedati? Meni je bilo tam pomembno, da stvari pašejo skupaj, da so zavese usklajene s steno, z mizo, da je preproga usklajena. A ti sploh vem, da imaš zavese v parku? Ja, nekaj je, ampak Kaj še? Kako je urejeno vajno stanovanje? Kaj je tebi najbolj bistvo? Da je ena toplina. Da je toplina. Kako pa ti toplino dobiš? Ne vem, s kakšnimi rožicami, s kakšno svečko, s kakšnim okraskom, svetlobo, zavese, tepih pa poštrčki. Dajte, oproste ženske, ono je žensko doživljeno. Dajte, no, kaj je te pomembno? Meni je pomembno, da vse funkcionira, no, predvsem te tehnične stvari, pa razne aparature, da je tle še manj nekih problemov. Sicer mi je tudi pomembno, da je nek red, no, da so stvari tako na svoje mesto. Sicer rad vidim tudi to toplino, ampak ni pa to primarno, no. Tako ne opazim, da bi posebej nekaj manjkalo ali pa nekaj podobnega, no, kot reče Kristina. Skratka, tako da je en red, en mir tudi, no, kjer lahko se spočijem. Tako nekako, ja. Fantastično, te bomo dali na aplauz, ne bomo. Kristina, kdaj si se ti kupila na zadnje kakšno obleko? Vsak mesec. Vsak mesec, in po koliko časa on to opaz? Ja, nekaj drugega. Včeraj sem bila pri frizerju in šele danes sem rekla, ti veš, da sem jaz včeraj pri frizerju. In kako je to dec biti pohvaljen zdaj? Ja, pol moram kar sama malo reči. Sama mora reči. Ženska skoga usila in potem kako vi dobite pohvalo. A ni dobro, a ti ne paše, a je premalo soli, hoče izvedeti, da je hvala, dobro si skuhala. A moški tudi tako pohvalo dobilo? Ne. Smo pa prikrajšani za pohvalo. Dame, dajte vi vašemu možu reči, da ste mu nekako neskončno hvaležno, da on z vami tle sedi. Ko rekla, ne, ne. Ampak cel večer bo pa z vami prijazen. Mi smo tako skromni pred tem. In tako želni pohval. Če vi hočete ga še ga moškega obrniti, sam pohvalite ga. Kako si ti lepo avto dol skutal, verjetno si mislil name. Ti mislil na vas. Ampak rečite mu, cel večer ste imeli lepi, še drug dan in še kopalnico bo pospravil. Probajte, pridite drug teden in povedete ne avto. Vi, ko dobite pohvalo, rečete v redu in greste dalje in čakate novo. Mi znamo samo eno in zdaj tiro. A smo si različni. Dobro, seveda smo si gremo mi kakšne take stvari, ki nas bodo bolj pozornost ženske, pozornost moškega. Ne? Moški smo veliko bolj pozorni popolnoma na druge stvari, kot ste ženske pozorne na stvari. Ko pridemo mi v družbo, na kaj si ti pozorni najbolj? Kdaj pa ste šli domov, ne? Če iskreno povem, mogoče, da ne bom tako opazen, ali ki se lahko najprej usedem, mogoče kako bo trajalo, tako, te organizacijske zadeve bolj nekako. Kje boš, kako hitro kdaj greš ven, kam si dal plašč, da boš ga potem hitro najdel. Ja, te stvari imaš marilo, kje imaš marilo ti nosa? Veš, kje imaš? Nekaj tam nazadje. Tam je zadaj, kje imaš pa ti marilo? Tam. Nekje, ne? Ja, je tam, ne? Kaj pa ti gledaš, ko priješ na to družbo? Jaz gledam predvsem to, v kom se bom dobro počutila, s kom se bo dobro počutila. S kom se bom lahko pogovarjala, nasmejala. A ti iščeš te ljudi? Ja.
Mislim, pač začutim, kje se bom dobro počutila. Začutiš, kje se bo dobro počutila. To je jezik, ki ga mi moški sploh ne razumemo. Vi kdaj greste v kakšno družbo in gledate okolko, kom se bi boš počutila. Ja, dobro iščemo znance, sigurno. In potem razpravljamo o tehničnih stvarih, ne? Ja, pa, seveda, gospod. Kaj pa bi je bilo tam še za pogovarjati se, ne? Mi gremo s kolegom, ne, in prideš domov, reče žena, ti, a je on še skregan svojo ženo, nekaj sta se naučila. Da sta se naučila, ali se nista. Kaj bo rekel vaš mož? Ne vem. Kako ne veš, a nisi bil z njim? Nisem vprašal. Zakaj ne? Ja, če bi hotel, bi povedal že sam. Vi boste najprej to vprašali, ne? Ti si še z onim tipom? A je kaj prav ali narobe? Ne, vi ste bolj socialne, ne? Vi gledate na odnos, vi ustvarjate odnose vse posod, mi pa skrbimo za infrastrukturo, ne? Ja, to je oče pozneje, ne? Ki je ta trdnost, da lahko greš k njemu, da se lahko v njemu umiriš, ne? Zdaj ste kaj otroci hoče, kaj hoče punce do 16, ti dražiš očeta na mrtve, ne? Vse mogoče mu pripoveduje, samo da bi zdrži. Dobro, a lahko gremo mi malo naprej, imamo veliko teh ura pa hitro teče, ne? Ženska pristopa k čustvi. Ko ste se vi spoznali, ne, z vašim možem ali kjerikoli fantom, kako vi pristopate, ne? Tam je sicer zaljubljenost velikokrat, ne? Ampak hočete vi vedeti to, kar tle gor piše, koliko moški zdrži, koliko je pripravljen slišati stisko, bolečine in strahove. Ja, preverjaš, ne? Hočeš vedeti, ne? Mi pojma nimamo, da vi to znali početi. Pojma nimamo. Vi ste nam samo všeč. In se je pogovarjali. Vi boste pa hoteli marsikaj od nas vedeti. Zakaj je ta čustvo svet to pomembno, da je nam povedati malo? Zakaj je tako pomembno, da vi greste celo preverjati, koliko mi zdržimo? Kje nas pa preverjate pri zdržljivosti? Je v pogovoru. V pogovoru? V pogovoru, a me on začuti, a lahko jaz svoje globoka čutenja povem, a bo tam zdržal, a bo kaj razumel, ali bo samo sebi razlagal, ali... In tisto, kar zdrži, tisto stane. No, Deja, imaš ti, gospa, vi imate, kot to, kakšne sosedo, ki ima ogromno konfliktov z možem. Povej, da je konflikt, no? Ali kar svojega bi povedal, od sosedja, ne? No, dajte kakšen primer, bomo nekaj jim dali, ne? Imaš kakšen zadnji konflikt, ki ste ga mi pa imela? Pa bi mu ti rada razložila. Da vidimo mi, kaj bo slišal. Boš čisti iskrena, v redu? Je naprimer, ko sem imela sama, ne vem, eno stisko, ko mi je bilo težko in sem preverjala, če boš... Tira stiska si pa imela. Povej eno stisko, ki si imela zadnje čase. Pač skrbi glede... Recimo šef v službi, ne, to so zmeraj problemi, ne? In ti si njemu razlagala, kdaj bo malo razložila o tem šefu. Se ne veste, kje v službi, hod v službo, šef sem pa je, vsake povem. Ja, da je napeto v službi, da so neke reorganizacije, da je ena taka negotovost, da je težko, da imam veliko zadelati, pol še doma, ne vem, in kar nekaj stvari, skrbi me, ne vem, kako bo s faksom in tako naprej. In se mi zdi, da si bil tako nerazpoložljiv, da si bil tak čustveno trd, ne vem, sem imela včasno občutek, da sem tako sama. Kristina, te še posluša. Kje je občal? Tam se je začel počutiti krivga. Ga je že odneslo. Zakaj?
Ker če ga ne bi bolj rekel, Kristina, da razumem te, verjetno ti je res hudo, najbrž ti ni dušno, pa tam imaš to šefico, šefa, ki če sedi česa ne razume, ti si prav dan vsa zmedena okoli njega, pa stisko doživljaš, ko prideš pa še domov, pa še jaz te ne razumem. To bi pa zdaj odleglo. Zakaj morate res konca teh čustvi govoriti? Kaj pa ti razmišljal, no? Najprej kdaj ponehala, ne, ampak konca ne ponehala. Ja, v bistvu, mogoče malo na drugačen način, ampak kdaj mi je odneslo, ker so bile kar vejice, sem mislil, da bo kje pika, ne, da se bo ostalo, pa nekako, mogoče ne vem, ali sem se ustrašil, da bo konec tega, ker sem nekako slišal, da je tlena težava, nek problem, ki ga treba rešiti, no. Najprej se mi je to pletlo, kako... On mora rešiti, pogledajte se v teta plavš. Moški mora rešiti problem, mi smo gasilci. Ja, moraš pogasiti šito. Prva pomoč. A si ti hotel, da ti on reši kakšen problem slučajno? Ne. Ne. Sam da me poslušaj, če bi poslušal, koliko si ti rekel, bi še bolj začela. Bom jaz malo na me zgrebar, da mi posodiš par tvojega. Poslušaj ti, Kristina, pa vse to je čisto enostavno. Greš šefu in mu poveš. Ni to tako enostavno. Ja, 5 odpri vrata, zdaj imaš vendar malo korajže, 5 pa mu povej prvič, drugič, tretjič, ne, tako se do tebe ne vede, drugič ne ti zviša plačo in tretjič, se veš, ne? Ja, siguren, ja, ti 5 pa bo to. Ja, jaz sem ti to že velikrat rekel, ne, jaz to pojma nimaš, kako je pri nas, no, res pojma nimaš. Ja, kako nimam pojma, ne? Pej zase, pa zase se brigi, bom jaz še zase poslušati. A vidiš, pome pa nočeš poslušati, ne? Jaz se tle se matram, te poslušam, ti rešujem in ti nočeš ne slišati, zato pa imaš tako, kot imaš, ne? Daj, poglej se, no, ti sam najedaš, nažiraš, jaz se sploh ne moram te ne umiriti, ne. Jaz grem s prijateljcem. Ja, pa ne se itak se nam midva se ne moramo nikoli ne zmeniti. Ja, ti si... Ti vsaj enkrat daj na normalno žensko. Ti si res čustveno. Da mene že sram vratala, ne. Dajte prav, nisem moja odgovorila, ne. Jaz sem jih hotel samo pomagati. Gospodje, gospe, mi nismo odsoj tle za to, da bomo groze zganjali, ne, samo radi bi videli, kako nekdo čist drugače vidi ta svet, kako gleda. Jaz njo ne poslušam, meni je takoj, ko ona začne v čustvi govoriti, zadeve malo presedajo, ne, jaz kot moški se moram tle odločiti, da je bom slišal, začutim, če tega ne naredim, se mi isto imajo, oni znajo problem, da vidi, ko on začel razlagati, ne. Tle smo res drugače dojemamo, ne. To stvar vzgoja, ne, mi smo takšni že prišli na ta ljubi svet. In da spoštuješ to in se vživiš v to, ali imaš pa nenehno konflikte, ne. Pa še eno novico imamo tle za vas, ne, tako zelo lušno, jaz delam velikih zakonskih družinskih terapij, ne, in včasih reče kakšnemu paru, ki sta že 10 let skam, dajte vi malo pogledati tole damo, pa vi tega gentlemana, a vidva sploh veste, kdo vidva sta? Sploh ne ve. Ker vlači neke stare zadeve, tako deleč, ne, se kregajo zaradi predzvedskih stvari, da zadnje, ko ste se vi skregali s tomu, je bilo kaj racionalnega tam. Sama čustva so. Nobene vojne nismo še začeli zaradi razmišljanja, ne. Čez tak market deluje samo na čustvih. Pa borza deluje na čustvih. Pa zanj smo si enkrat se nekdo z eno zelo genialno idejo, inovativno si je zmislil, da smo v recesiji. In 3 leta smo bili vsi na tleh. Takrat naenkrat ni več recesije, vsi smo fajn. Pa vse isto, veste, vse isto. Ne, samo gledajte. Kaj sem jaz delal sam? To je, ko sem te prizadel, no? Ja, čist prizadel. Jaz sem mislila, da imam čustvenega invalida vse. Ne pa možgane. Pa mi nismo čustveni invalidi. Ampak kaj je tle ena taka težka lekcija, ne, ki, če bi jaz ne bil zelo iskren sam do sebe, bi rekel,
da sem jaz pobral, da mi je začela iti na živce, v redu. In zato sem jih hitro rešil probleme, ne. Začel reševati probleme, da bi imel konc. Dobra stvar, končan. Če se hoče zdaj to popraviti, ne morem popraviti, je tvoja žena. Kristina, kako govorite, to govorim, kar res doživljam, ne? To je umetnost, to sad, nič drugega ni na tem svetu. Kako gre te to na živce, da tam v bistvu te nihče ne razume v službi in še jaz te ne razumem? Ja, ful mi gre na živce, prizadane me in sploh ne vem, če ti bom še zaupala. Kaj se s prijateljcem zmenim, res me bolj zastopka, kukaj me pa ti. Se pravi, da moraš se meni celo odpovedati, to si razočaran. Ja, vse Kako te to žalosti, da se moraš svojemu lastnemu možu odpovedati, ker neč ne kapira? In se s prijateljcem imeli pa poročena, biti se svojim poročena z nekom, ki bi mu rado vse povedala. Vse sem razmišljala, da bi se kar mene vročila, ker mi je res že težko. Je grozno. Ja, in ti najni prepiri in vse to, ne vem. Ne voli nikam. Kaj pa jaz da delam? Ne naš drugega, kakor samo tisto, kar jaz onej čuti, na živce mi gre, rečem ti, jaz ne grem na živce. Razočarala si me, ker tle ne vem, kaj, jaz sem tebe razočaral. A je tako enostavno? Večina je. Kar ločila se boje zli, da se bi ti rada ločila, ma ne od mene, od teh mojih nesramnosti in teh mojih aroganc najbrž, ne? Ja, od tega vedenja, od tega, to, kar malo. Ker se čisto obupala. Ja. Zdaj je razum, ker ona je drugačna. Sam to bi rad izlocil od vas. Ona je drugačna. Ona drugač čuti, drugač dojema, drugač misli, ker je ženska. Jaz sem pa moški in drugače, a je zdaj prav in narobe. Ne, ni, drugače je, drugače je. Vi tudi vzgajate vašem, tako bomo dali njemu besedo, vi tudi vzgajate dame zelo drugače, kako vzgajajo moški. Ja. Zakaj otrok reče, gre hočete, ne, da gre pa k mami. Ko so bili majhni, vi veste, da so pretekli k vam, tudi so bili pri očetu, pa jih bi oče tudi lahko umiril, ne? Ampak vi niste mogli ne iti tja. Ker si ima, ti moš iti tja. Ko to zajoka, tebe organsko to dvigne, urgenca in greš tja, ne glede na to, kdo je tam z otrokom in kako ga bo znal potolažiti. Ker si ima, ne? A ne? In to se mora, vaš mož se mora to najprej naučiti, da to ni zdaj sporočilo, da on nesposoben vzgojitelj, da je nesposoben, da ne more umiriti otroka, da ga ne more potolažiti, da ni sočuten, da ga ne razume, ničesar tega. Vaš mož se mora naučiti, da je najboljše zdravilo za otroka je mami. Ko se to nauči prvo lekcijo, sta se že malo boljše razumeli. Nas je bilo 6 v naših bajtrah, mi smo jih zlimljali ta 2 čez do konca. Do konca da perfektno oče imajo pa sto umrla, veste, da je vodo zelo. Kdo te tega nauči? Otrok! Kdo te nauči otrok? Misli, kako biti starši otrok te naučijo, ne? In imajo zelo divje lekcije. To so taki teste, koliko ste jih že teh testov padli, ne? In ponavljaš. Pa nenapovedanih testov imajo prav. Tle isto, to je nenapovedan test. Ona pride do službe domov, slabe volje, ne ve, zakaj je slabe volje, želi se pogovarjati, ona se želi pogovoriti z njim, zakaj te pa imam, ne? Zakaj se hoče grizni, ma ni pa njena kolegice, veliko boš vse tole razumel. Zakaj te pa imam, ne reče. Točno ženska reče, da ima taka desa, da se z njim ne mora niti skregati. In reče, bo v redu, ne? Ne, to je za njo poraz. Je rekel on sosedo, posluš moja, se pa ločuje prav, zakaj pa ti 14 dni ne govori z mano, zdaj sem pa jaz od nje močil. Pravi, ti si pa res neumen, take noč nikoli več dobi.
Ok, kako pa, kako pa moški, dajte aplauz, no? Kako pa moški to dela, ne? Daj ti povem problem njemu. Dajmo videti, kje bo ona odšla. Čist bo odšla. Sam gledajte, jo karkoli bo že on povedal, pa ona sedeti le matra, ki je na odru, pa ona da spomnite, vedno, da se to ne delala, da mi rekla, kam bomo mi tam delali. Sem rekel, dajmo začeti, bomo videli, kam bomo pa šli. A je bilo tako? Malo je zmeraj zanimivo. Ok. A veš, Kristina, ne vem, če se opazila včeraj, no? Sem kar uredil par stvari okrog stanovanja, pa tam sem še polen opravek imel, se spomniš nekaj razvenjena, da te bom pač lahko peljal bolj v trgovino, no, pa na obisk. Pa si bolj malo zamujala, tako da se še bolj eno gužvo padlo na cesti, tako da sem bil bolj tako malo slabe volje. Ne vem, ko se nisem tega urnika držala, pa še bolj sem zamudil tekmo zvečer, tako da ne vem, tako se mi zdi, da sem bil nekako samo za te stvari, ne vem, kak si ti to doživljala. Kje si ti ratala pesno na nekaj lahko? Že tam pri trgovini pa nekaj... Ja, kaj si pa gre na živce, ne? To naštevanje. Naštevanje. Ja, zamudila si, ne? Da sem zamudila. Ja. In da zaradi tega ni bilo možno drugih stvari speljati. Da ne. Sploh neč ne kapira, ne? Grozno, ne? Ja, čist grozno, čist tako... In kaj pa ti narediš, ko te takole sploh van vrže, pa je skozi jezna? Se ti skozi jezna, ok. Ma ne vem, tako ne vem, gre na živce, tako se mi zdi malo zamavčena struktura, en dogovor, pol sem verjetno tudi samo tako odplavam, malo neprijazen, malo se zaprem vase, no, pol v bistvu tudi paše tist, recimo mirno, ampak... Zdaj pol ti malo spravšal svoj svet, pa... Ja, en tak prelog, recimo. A je pol ti poveš, da si prizadet? Ma vprašanje, no, zdaj odvisno, no, tako, če bi bil ta obisk, pa bi se sam zvečer videla, pa če bi že morda zaspal, ne vem. Lahko zaspiš po takem? Ma malo gloda, no, sicer gloda, ampak zdaj odvisno od situacije, ampak gloda si... In če te ona reče, si ti jezen name? Ma, to bi rekel, ne bi priznal bi. Ne bi. A nismo vi žrtve, ne? Da, vi ste žive pošasti, ne, kaj delate z nami. V bistvu bi pazil bi, kako bi to povedal, ampak itak bi s vedenjem, pa s temi življenji potem to nekako pokazal. Tako da bi bilo mogoče res boljše, da bi lepo tako povedal, no, da si prijesna. Dajmo mi dva malo govoriti z njo. Ista stvar, ne Kristina, kaj ženska šliš, ne? Tega ni slišala nič, samo zanet sam, odhaja, ima drugo, začne po ženske takoj, bo nisem bolj več privlačen, ne veze z nami. Mi imamo eno in še tisto, da bi preveč, da bi se pa še eno navlekel, se ni neuma, ne? Ok, kakšni imajo pa ta šport, ne? Podlej Kristina včeraj, ko smo, nekaj bi ti rad povedal, a veš, kako me je malo zabolelo, mene, se zdaj ne pravi, da imaš nekaj izraven, ne? Pa tako me je malo zabolelo, ko smo se zmenila, da prideš, pa ti očitno nisi mogla pridati, ne? Pa veš, mene to zelo trančira, ko... Ja, mi je žal za to. Sem te prizadela. Ko mi ona to reče, ne, to jaz ne vem, kaj bi s temi čustvi. Vse je vražno da paše. Pač se zgodi se več, ne. Je že vrjedno, ne. Jaz sam radim en majhen stavček tam. Toliko smo skromni moši. Točno to, sploh če je tako z enim prijaznim, mirnim Samo je ona malo prijatna. Reče, si veš, da sem bila nerodna, ne, ti si čist spala. Mi takoj odpustimo! Mi pa ne. Zakaj je to? Povejte mi. Ajde, mi malo karikiramo. Torej, ker ženska hoče
vedno graditi odnos. Vi skoraj ne morate ne misliti na nas. Vi ste skozi z nami, karkoli že delate, smo mi povsod nekje z vami, v vašem nekem čustvenem okolju. No, ne? Na neki način ste z nami, ne? Kako, ko bivšemu fantu odpustiš več, kot bil, že ne misliš več na njega, rečeš, aha, počasi odhaj, že dan ne misliš, ok, to fajn, ko ti 3 dni uspeda na bivšega ne misliš, rečeš, da sem pa na zeleni mej. Moški pa lahko cel dopoldne sploh ne mislimo na vas. Pa ne, da nas nimamo radi. Mi lahko delamo eno stvar naenkrat, da se sestanek ne moreš še misliti nate, ne? So ti poslala mesec ob 9, ob 10, ob 11, ob 9 bil kako si, kaj 10, verjetno si zelo zaposlen, ob 11, kaj se tam dogaja v tvoji službi, ob 12, kaj te kdo zelo zaposluje, in od tam ki kaj počne, in jaz vidim, da posilo s kolegom in vidim tega meseče, in ne moram lagati, da se skozi misliti. Ampak to ne pomeni, da vas nimamo rad, to pomeni, da kako ti, če dopoldne ne kličeš, to pomeni, da nimaš rad. Ne, nikakor ne, zakaj bi to pomenilo. So pač mogoče drugi popravki ali pa toliko zahtevne stvari, da mogoče niti sam celo nekih stvari tako čustveno ne morem procesirati, če tako rečem, ali pa ne procesiramo moške, ampak to ne pomeni, ne, sej mogoče smo pa zmenjena bolj za kavo popoldne. Ja, jaz mislim, bomo že popoldne uredila. Ona je pa cel dopoldne z nami in še ona kavo. Zdaj, če dopoldne ne uredimo kavo za nič, pa veste, gospod. Bo kava za nič. In vi se čutite, hod pa je, ne? A mi se sploh ne moramo pogovarjati. Ni para, ki bi se z veseljem pogovarjali. Se pa pomatrajo, pa potem nekaj narediti, ne moš en preskok narediti v življenju. Ne stihuje ta dama, kaj to bilo. No, verjetno, da je že težko prenašati nas. Ne, taki sosede moramo spati, ne. V redu, ne, super ste. Gremo mi dalje, nimamo 2 planetov, ne. Kako moški in kako ženske čustveno reagirajo, ne. Poglejte, ženska mora vam čisto vse povedati, ne? Zakaj imamo mi danes toliko tekle mladih ljudi, ki imamo študente, tam pa hodi na to vsako sredo, krat ja pogledati, tudi že čudeš kaj, da neka bioenergija, sem začel bioenergijo verjetno Prešernovem trgu ob sredah, ob 7 zvečer. Polna cirka študenta. Zakaj ti jo hodite pot? Samo razkristjanjeni, ne vem kaj vse še, ne, ti mladi ljudje vedo, da nekje pa jih bo neki Bog razum. Imamo veruh tam, ga skap vodu, ne, 40, 50, 60 ljudi tja prihaja. In zanimivo, če dalje več moških, nekih jaz te fante sprašujem, če se kdaj bliže zaljubljali. 24 let star fanti prav, da ne ve, kaj bi to bilo. Nova doba. Hodil s punco in ga je pustil. Perfekten fant. Vse je naredil. Oni meni reče, da ti nam malo tole pove, kaj se to dogaja s temi ženskami, ne? Vse sem naredil za njo, vse sem jih prinesel, krasno sem se uvedel, bil sem gentleman, vrata sem jih odprl pri avtomobilu, kar vaši možje ne vejo, da se to še počne, ali ste se še boji, ne? Pa spal traši, ne? Ja, in vsaka mi po eni dobi reče, poglej, ti si toliko fajn, ti sam želim, da bi si dobil kakšno drugo, ki te bo res vredna, kaj mislim, da si preveč fajn, da še se zbrev. Kaj je to vrat?
Kaj je pozdrav? Ok, vi ste bili srečni, ker ste kar tole žensko poročali, ne? Nam so tudi rekli, mi smo rekli naši mami, tebe je bilo pa zelo fajn, ko skoro očeta poročila, oče pa mama, ne, ali je bilo to fajn. Svet se je res spremenil zelo in še enkrat zelo pozitivno, ne? Mi smo danes čustveno postali zelo zahtevni in to je super. Moj star oče, ne, po celi Sloveniji to prepovedujem, od mame oče je v dnevni sobi jedel kosilo in večerjo sam, ne, mati in otroci pa v kuhinji, ne. Ker je on bil kmet, ne, bil 200 hektarov zemlje, ne, to so bo vse pobrali, mi so vrnili, in je moral razmišljati o kmetiji, pomembne stvari in je moral bi imeti mir. Ja, razlaga. On se vzgojo čustvi ni nikoli ukvarjal. On se ni ukvarjal z nobenim otrokom. Prvič se je začel z njimi ukvarjati, ker je bil že starejši in je en dan jim rekel, poslušajte vi, kaj je zdaj to, da ko pride kakšen gost hiše, vsi pobegnete, res moram tle sam se z njim pogovarjati in še po vino moram sam iti, ne, vse to lahko prinesel, ne. In so mu otroci, potem, ko so bili stari že 20, 25, 30, rekli, ko ste nas vzgojili, ne, taki smo. Ok, a se vi danes predstavljate družinskega očeta, ki je sam kosilo za računalnikom, ne? Ja, ker tam pomembna stvar se dogaja, mati in otroci pa tam v kuhinji, tudi družino tebe. Saj pri kosilu moramo biti skrat, tablice stran, mobitele stran, da jemo. To je težko ponarediti, ko so to pubertetniki v bajki, ker oni imajo pač vsak svoje, ne se vsak svojo pico, ne vem kam že, ne. Ampak v normalnosti bo oče tam, ne. A se vi predstavljate božični večer brez očeta? Ga ni, ne, a je? A je kakšen praznik brez očeta? Ga ni, torej se je radikalno vse obrnilo, ne. In danes bo vsaka ženska rekla, če ti mene ne čuti, zakaj bila je s tabo, ne. Se je meni lažje biti sama, ne? Danes vam ni treba absolutno več biti poročene za preživeti. Moja stara mama ni imela kam iti, nočitev ni bilo, ljudje so umirali zgodaj, ne? Ja, zdaj se moče tam pri 50 časih so že vsi tam umrli, ne? Kje ima največ nočitev danes med 3. in 5. letom zakona? Tam, ko starši radi. Zakaj pa to? Ladies and gentlemen, ne danes, zakaj bi moški živel žensko, ki ga ne hvali, ne verjame v njega, ni ponosna dan, zakaj bi živel z njo? Ponoma nesmisel. Tam je na tajnica in pride malo okoli, reče, gospod, ko ste vi fajni, tako lepo oblečeni. Še tega ni slišal 100 let, ne, od svoje doma. Imamo afere, ne. Ni tako enostavno. Ampak svet je drugačen. In kaj zdaj hoče te dame od teh naših fantov? Da bi lahko povedal, kaj o svojih čustvih. Ker vi ste v tle tako neverjetno in prav je, da ste take, ne. Do kraja zahtevne, ali me čutiš, ker pomeni, če me čutiš, potem tudi ti pripoveduješ o sebi. Če bi tam Gregor rekel, pogledaj, sem bil pa žalosten in jezen, sem se počutil, kot da sploh ne spoštuješ več, to sem se jaz počutil, ni to tvoje, ona bi se takoj priklopila. Ker je on govoril, pa sploh ni prej tega rehearsal, ni generalke naredil, ker je Bog pripovedal, pa tam te ni bilo, pa sem bil sam, pa sva šla na izgled, pa še avto sem te čakal, pa nikjer te ni bilo, na to se ženska nima kje priklopila. A se ima? Zdaj pa dajte vi vaše desce naučiti, da bodo malo čustveni. Odlak. Ampak v nas so čustva in jih je ogromno. Dajte še enkrat povedati to zgodbo, pa malo čustven bod, no?
Da ste videli, tako je priklopila se. Ženska rabi čutenja, njo briga drugo. Ja, veš, Kristina, včerajšnji dan, tako se mi zdi, da je bil kar težek, da smo bili mil druga, pa se mi zdi... Kaj si čutil? A veš, tako, sem se počutil kar malo žalostnega, pa razočarana, Evo, to je prišla tako Ker si zamudil. A res? Gospodje, zdaj nekaj ji povej! Kaj pa je njegovo, zakaj bi pa jaz ne prepovedoval svoje probleme, saj jih itak ne more rešiti. Za ženska čustva niso problem, za ženska so čustva povezovalni člen, pa bod vesel. Ampak te veš, vi ste dvorane rekli, vsi smo glih. Ne več. Povezovalni člen, za nas pač niso, Mi ne gremo z nobenih kolegov, pa reč, poslušaj se na to razočaran, žalosten, jezen, a veš, koliko me je prizadela ta nezadeva, Svoj, ali ne rečeš nič, ali rečeš, vse vem, da moram jaz uštimat, ali vas krivimo s kakšnimi menstrualnimi zadevami, mi se v vas ne pogovarjamo, kaj je z vami, Vi pa veste, vaši kolegici, če je kolegica, vse povedati o čustvi, kaj je naredila, razočarala, razočarana, besna, jezna. V žlici vode bi ga utopila, skozi okno bi ga vrtla, tekla bi dol po stopnicah in ga ujela, da ne bi padel na beton. Kako ti razlagaš kolegu, kaj je s Kristino, če sta skregala na mat, recimo, da sta blagodaj? Kaj ti kolego rekel o tem? Da te vprašal, ti kako pa je Kristina, pa z besen bil nami, da bi žlice vode utopil. Kaj mu rečeš? Pa nič, ne vem, kaj je dobro, ne bi mu kaj dosti, Če bi jaz rekel, pa ti si malo skregan, da si prova, te je žena razkurla. Pa ne. To je za nas ponižujoče! Če pa ženski reče, ti je tvoj mož bil malo čuden danes, te je malo se razočaral, Malo sem bila razočarana, ampak pač ima težek dan, On je to še zelo sočutna ženska, če bi bila jezna, to bi se uvalilo z njej čutem, kaj se je tem mestu. Tako da bi jaz na koncu rekla, pa kaj ste gledala, da si ga poročila? Pa jaz nisem več njena kolegica. Ker jaz pa nimam pravice ga dogovoriti o njenem možu. A ste še tle bi, nekaj so odplav. Gremo mi naprej, mostni mišljeni smeteški svet je čist popolnoma drugačen, Z istega planeta, dve bitja na različnih nogah. Dajmo mi tamle, še tamle zgore piše čisto dvojno zavedanje, Ko pridemo pa še malo bomo o bolečinah govorili, kaj ti se najbolj pomembno, potem imamo pa takoj spustili. Gospod Prodekan, koliko časa smo mi tle do... Načeloma do pol 8, okej. Hvala, Dajte gospodu profesorju Daniel na plasti tole organizirati. Gospod Provno, ki ti zadnji vrst, in vse pa zaslavlja, ki gre do vrst, Po francoščini se reče kadavr, kaj je kadavr? Prazna flaša, Kdo zna francosko? Ne bo dvigne roke. Kadavr v francoščini je prazna flaša. No, in en dan je prišel en škof, monsignor, k enemu duhovniku, ki je bil dan na neki zakotni fari, in sta prišla v klet in je tam videl ogromno kadavrov, Praznih flaš. In je rekel, gospod škof, poslušti, imaš ti mogoče probleme, to je ova čudna stvar. Pravi, veste, gospod škof, kar brez skrbi, čist noben ni umrl brez mojega žena. Ja, res ni, mi smo spet planetu, dvojno zavedanje. Ko greste, vi se pogovarjali z vašim otrokom. Vi morate absolutno imeti eno funkcijo preklop v vaših možganih, ki se mu reče dvojno zavedanje. To bi vas radi res nekaj naučili, bomo pa krasen večer. Kaj zdaj to pomeni,
Če je torej moja hčerka, pa bom šel še k mojemu sinu, potem malo, ne, pa bom jaz rekel, poslušaj, jaz sem jo včeraj zelo prizadel, recimo, ne, pa sem jo razočaral in zdaj se vklopim dvojno zavedanje, poslušaj, kako to zdaj izgleda. Kristina, ti si bo danes prav prizadeta. Ja, valjda sem prizadeta, si mi rekel smrkla in ne vem, kaj si mi še vse govoril. En time out. Ona me zdaj tole reče. Ona je to zaslužila, po moje, pa sploh ni ne more tvoja hčerka biti smrtna. Kaj si pol ti, ne? Ja, če je tvoja žena koza, potem kdo si pol ti? Tako po eni logiki, ne? Zdaj ona je strašno besna in jezna nam. A lahko se zdaj tale fotor umiri, ne? In vklopi dvojno zavedanje. To pomeni, da je ona na čist svoj svet, jaz pa svojega in ta dva svetova niti podrazno nista kompatibilna. Ona ni moja punca, ni moja kolegica, ne? Niti podrazno ni moj sogovornik, niti podrazno ni moja frendica, je otrok. In je popolnoma drugo pravilo, ne, imeti otroka in imeti kolegico, ne, če je to moja kolegica ali ne vem, sestra, bo rekel, pa posluš, pa ne se ti malo drugače začneš obnašati, ne. Pa ti se zase brige, kaj si ti ja, ma dobro, pa to tole tega fotra dražimo stalno, ne, sej jaz te čisto razumem, da se žalostna, besna, ampak daj malo, ne. Pa ti se pa z njim meni, se vem, da je skozi jamraš, da je sam jamraš. Jaz bi rad tam en tak support od tebe dobil. Vsi te imamo dosti, daj nehaj. Kakšen support? Pej se s fotrom pogovarjati. Vse se bom, ampak ti si tudi njegova hčerka in jaz sem njegov sin in vidva imamo tle probleme in stalno se z njim kregamo, vse veš, da se z njim ne da. A lahko midva se vse malo to povežala, da midva vedla, kaj se dogaja, pa bomo postili. Da midva prijatelj. Ne, ker sploh te ne razumem, kaj sploh govoriš, pojma nimam, kaj govoriš. Nimaš pojma. Ne. Poglej, ti si se z njim včeraj tako zgadba, da sva brat pa sestra, tle se lahko midva menila tako, da sva na isti ravni, ne. Poglej, včeraj si se ti to, vse te je prizadel in svem, da te je. In se ne bo spremenilo. In jaz bi rad bil s tabo tle. Ja, in? Jaz ne pravim, da moraš obupati nad njim, ampak tak je. Ampak ne vem, se mora spametovati valjda. Ja, vse veš, da ga vsi pametujemo od 20 let, pa je samo se slabše. Ne, lej, pač, smo mi to njegova knjiga in po moje Jaz bi to, da tebe mi samo povedal, prosil, če lahko midva tle sodelujeva, ker meni je tega toliko že dosti tehle prepirov, ko veš, da nikamor ne vodi in ti sam sebe raniš, razočaraš in si totalno na tleh nenehno, ker veš, da ti ne bo čist popolnoma nič pomaga. Ampak on je najn fotaš, on ima da se zrihta, briga me, ne gre na terapijo ali nekaj, ne vem kaj. Ta svoj 70 bo šel na terapijo. Ja, sej, če lahko športat hod, bo tudi to šel. A ti si to besno njega, ne čisto razumem. Ja, kaj pa ti se mu boš pa kar odpovedal? Ne, jaz bom z njim se pogovarjal pač na način, ki je za njega še sprejemljiv. In zdaj te ponižujoč? Ne. Zame nič ponižujoče, zdaj gre pa vprašam, kako mu je in ga poslušam, kar prepoveduje. In tudi, če te on ne spoštuje? Ne zmo, smo prišli do tega. Ne znam, zato je Ja, meni je to težko sprejeti. Noro, nemogoče, ampak bi rad je s tabo začel sodelovati. Ja, ne vem, jaz bi pa rada s tabo sodelovala na način, da ga spametujeva. Ja, good luck. Mami je preumrla. Ne vem, mene to ful boli. Ja, seveda te boli. Kaj te ne bo bolelo? Jasno, da te boli. Mene pa tudi boli, ko se ti tam garbaš na mrtve, ko veš, da po tebe boli, pa on je ves besen, jezen, sploh te ne kapira, nikoli te ne bo. Jaz nisem obupal nad tabo, nad njim pa smo rekli, to tle so njegove meje, moraš se pa zavedati, da več ne zmore in to je to. Sam, če on mene ne spoštoval, kakšnega fanta si bom Ne, ne bo te spoštoval, nikoli. Ja, pa me tudi fant ne spoštoval, se moram sama to je pa spoštovati. drugo, vse se vam midva menila, prosto. Ti veš, kaj je spoštovanje, in boš dobila fanta, ki spoštuje. A misliš? Jaz ti pa če zaupam. Ok, to sta brat pa sestra, dajte na aplavz, ki se tvoje. Ženska je, ona kola vse povela. Sestro se ne zgubi. Bratje, sestro se ne zgubi.
Se bi lahko jaz bil tle besen na njega, pa bi jaz rovar, pa ona meni rekla, ne, poslušajte iz tem fotru, jaz se ne bom nikoli, jaz ne pridem več nikoli več, da ti hoti, jak Nemče, češ se poližvat, pa moledvat, jaz ne pridem več. Kako ne moreš tako, ne vidiš, kak je? Ja, lej, pač sprejmi ga takega, kaj je. Ja, kaj že 20 let ga sprejmem takega, ko je nikoli me ni pohvalil, skos me ponižuje, nikoli ničesar dobrega ni v meni rekel, vsi sosedje so boljši od mene. Ja, pa se veš, da se nas sprejme. Tega pa še zagovarjaš, ne? Ti imaš še vedno dom tukaj in kaj, mi dva mora zdaj to sprejeti, se lahko meni poveš, ne vem, pa ti bom jaz povedala. Ne, to je to, bo svežujoč, ko se lahko meni poveš. To moške čist potovar. Ker me ne krivi, ne tolče, ne prav, koliko gnoj sem. Kakšen si, poglej, kak si, pa sebe poglej. To nista brat pa sestri. A ste malo moški, pa ženska smo. Zdaj pa moja hčerka, ne? Zdaj je pa druga, ne? Zdaj pa popolnoma druga pravila. Zdaj smo imela midva fotra tam zgore, ki je pač v svojem svetu živi, nikoli ni znal pohvaliti, bil je zmeraj zaprt vase, živel svoj kruti svet, ne? In trančiralo ga je in ni nikoli zmogel nobenih čutenjih govoriti. Noro, ne? Zdaj imamo pa hčerka tle, ne? Pogled, Kristina, jaz sem tebe včeraj res prizadel, mi oprosti za tisti izraz, res ni veljal tebe. Ful si me prizadel, jaz imam že dosti te bajte, ta bajta je nora. Res, vidva z mami, oba sta čudna, ne vem, sploh ni enega osnovnega spoštovanja. Kdaj si me nazadnje vprašal, kako mi je, kako sem? Tajma, zdaj, če je to moja kolegica, potem je odgovor zelo jasen. Kdaj si pa ti mene, by the way? Če je pa moja hčerka, potem ima drugo pravilo, ne? A je? Povejte, gospa, katero pravilo je to. To se vas hoče, dostojan. Se to je za crkven hodo naredi. Ja, pa že moraš biti nadvlada, ne? Ja, se bom nadvlada. Moram biti nadvlada, pomeni dostojanstven moški, ki zna sebe najprej umiriti, pa bo čisto v redu nadvlada, ne? In izgleda takole, oprosti. Noro sem, ne? Poglej, jaz te čutim, da si zelo prizadeta in si často, da si lahko prizadeta, ker to se ne reče, sploh ne hčerki in ne tepki, da imam rad. Ne, to se res ne reče. Ne, naprosti, to je nekaj, kar bo moralo z mojega repertoarja zginiti čim prej in bo. Ker ti si pol tudi en navaden smrkovc. Če sem jaz smrkla, si ti smrkovc in to na kvadrat, oba z mami. Taj malo, če meni to foto rekel, da bi to foto rekel, noben ameriški zobar mi ne bi uredil. Ampak če se jaz bil do njene sraman, ne? Potem je prvo, da moram jaz se tle opravičiti. Če ona ne sramna do mene, in sem jaz tle oče, ne se to je za crkven tako dom, ampak je nova doba, ne? Potem moram jaz njo naučiti, da bo ona do mene spoštljiva. Kdo bo pa naučil spoštovanje, če ne fotor? Ja, mat tudi ne. Dvojno zaved. Kristina, ja, poglej, ne reče se glih karkoli tudi na tvoje strani, ne, tudi če si besna, jezna in si upravičena. Jaz se bom izselila, ker sem res dosti vsega. Ja, jaz te zelo razumem, da o tem razmišljam. Zdaj pa te ženska, ki grozi in jaz moram to vedeti, zdaj, če sem jaz navadna, ona se veste, gori Savinske doline, gorne, ne, rekel, se pa izsel, komaj čakam, bomo videli, boš crkala, še nazaj boš prišla prosjačiti. Poznate to govorico? To ni dvojno zavedanje. Pomeni, da sem sebe totalno ponižal, sebe razvrednotil, sebe vrgel ob tla. To je ženska, jaz sem moški, dvojno zavedanje. Okay. Poglej, jaz verjamem, da v takih grdih izrazih razmišljaš tudi to. In to je najhujša krivica do tebe, da zaradi mojega podlosti bi morala ti razmišljati, da se boš odselila. To je pa res podlo. Dost imam in tebe in mrt in... Te zelo razumem. Vseh imam dost. Hvala, da nam to poveš. Ker to pa je res ena lekcija, ki se je mogla naučiti.Sko so ti sosede pa nas pa dejni. Kako se zdaj počutiš? Tako mi je fajn, da si me omejil sicer, da sebe ravnam s tem, če te vrdo rečem. Drugač pa to, da zdržiš, da si umirjen, da jaz lahko norim tukaj pa povem vse, kar vam zapovedati.
In zdaj je ona poročila tega tipa zato, ker je bil tako umirjen, a veste, koliko je bil ta človek. Se spomniš, ki si ga srečal, kakšen je bil ta tip? Umirjen. Umirjen je bil! In mi, ko smo umirjeni, smo najbolj privlačni, a veste, gospodje? Vse sem mu povedal, vse je razumel. Rekla, te kaj težim? Ne. A sem te kaj zasvojila, veš, jaz sem toliko čudna, ne moram nekaj tvojega mene, ti sam povej. Slišali? Evo prav, povej hitro! 5 minut imaš! 5 minut ti dam. Ja, in potem te ob 3 zjutraj zbudi, ti še nekaj ti moram povedati, a ne moreš spati zdaj. A glej zdaj more. Ženska, moja raznesla, če nam povedal. Pretirano še. Zdaj je tisti večer to dvojno zaveden. Ona je drugačna, ona je čustveno procesirana. In to je njeno, in to je dame vaše bogatstvo. Naše bogatstvo je pa, da miselno gledamo stvari. Ker to pa je pride tja, da te potem on spoštljivo se reče, poglej, se pa še vse v redu. Pa oba vesta, da laže, ampak sam da reče. To je pa naše. Ne si tega vzeti mož. Ok, a gremo dalje. Še eno reč imamo pa ura prehitro gre. Kako ženska dojema konflikt, kako ga moški dojema? Ženska dojema konflikt seveda skrajno čustveno. Mi zmolkamo. Mi utihnemo. In vas to najbolj razjezi. Zakaj te bo to najbolj razjezi, ko mi utihnemo? Da nimam sogovornika. Nima sogovornika, kar obupal je. Mi ne smemo obupati, gospodje. Oni lahko obupajo 100krat na dan. Ker oni obupajo drugače kot mi. Ona obupa nad pogovorom, ne? Mi pa, ko vidim obupal, reči, se nima smisla tebi česar več reči, meni je žal, da sem ti sploh kaj rekel. To je nekaj, kar bo žensko sigurno razkurlo nam narod. Prosim? Katapult. Katapult pravi tale opakirač. Katapult je neka posebna naprava, ki te odnese v vesolje. Ja, sej, takrat je bo tudi čustveno odnesen. Čustveno te odnese. Katapult. Kaj pa nas odnese? Ja, ko vi začnete, pa to si, pa ono si, pa tretje si, pa nikoli drugače. Katapult. Pa noben noče tega povedati. Noben noče tega povedati. En star vic poznamo, kako živali vse poveda. Ne? Ko je bila še punca, ne? Je bila čebelica, pa srnica. Joj, pa pika po vodu. Taka lepa je imena dela. Zdaj, ko se ljudje poročijo, se ta repertoar razširi še na ostale domače živali. Ko se ljudje skregajo, pridejo še divje živali na vrhu. Res, da dva se dela pred domom, ne more. In je on rekel, o ti moja čebelica. In je rekel, sosed, ti to je pa neverjetno, da ti tvoja žena še zdaj tako ljubiš. In rekel, ti prosim, čisto sem pozabil, kako je ime. Torej, živali vedno povejo. Kaj tebe najbolj razjezi, ko se skregata? Ja, ne vem, en tak občutek, da je vsega preveč, ali da ni neke rešitve. Je pa celo tako, da mogoče že pred tem nekim prepirom, ki je itak brezvezen, da me že prej mogoče tako nekako začne odnašati ven svoj svet, to je pa pol samo. Se pravi, da ti si že bil, imaš že arsenala ogromno, pa ona sploh še niti ne ve, koliko si ti si zamiral in si jezel na njo že kar nekaj par dni, ne? In ona pa se počuti nelagodno in katapultira, ne? A ti veš, kadar je on slabe volje, že na 2 dni je čistko adijo. Ja. In kako se ti takrat počutiš?
Ja, slabo. Slabo. In rečeš, tebi je pa hudo in on seveda tako začne pripovedovati, kaj se z njim dogaja. Ne. Je še naprej tiho. Moški vas hočemo zasvajati. Ženska, za njo je pa to smrt. Dame, za vas je to smrt, ko mi vtihnem. Ker ko mi vtihnemo, nam čas gre blazno hitro. Vam se pa ustavi. Jaz pa se res različim. Ko nisi odnos, vam se čas ustavi. Vam je za znoret podobno. Mi pa to pokrijemo in gremo. To nam je grozno, seveda nam je. Ampak mi s to grozno težko živimo, vi veliko lažje, ki ste čustveno zelo bogati in mešate svoje čudenje. In delate, to bom rekla, ono bom rekla, bomo že tole povedala, tole bomo naredila. Vi imate cele strategije, kaj ste vi z nami naredili. In ko pridete domov, nismo pa brez orožja, veste, mi pa sploh mi pridemo domov, rečem, vse se mogoče pa dal že bolj mirno. Mi smo tako pohrčki, veste, vidim poveda, če je vse mirno, če nek nazaj v okno, ne, tako čez 2 dni se vi že malo umirite, spet pridemo nazaj, a je vse v redu, je. En dan se moš pa zmeniti, ne? Kako je? Ja, mi smo res najbolj ogoljufana biti na tem svetu, moška rasa svetu. Nihče nas ne razume. Nihče nas ne razume. Zdaj ste pa še pomilovali sami sebe. Dobro, kako moški rešuje konflikt? Če se da, ga ne. Če se le da, ga ne. Se bo samo v bistvu tako, kukar jaz tišino, ali se pa toliko nagrmat, da je v bistvu prezvezi, tako da... Potem pa imamo neko zadevico, ki se reče šport. Mi gledamo koške. A veste, ko on vrže trojka, bi se vsega sprostil. Vi pa ne morate verjeti! V avtu se peli. In on je čisti. In ona reče, a kaj narobe? Ne. Nekaj časa, a res ni več narobe? Ne, tako je bilo narobe. Kje pa si nekaj razmišljaš, kot ti si? Ne, nič ni narobe. In ona se pa snop preštima, pa veste, kaj se še štima, pa pejka se deluje. A res ni več narobe? Ne, nič ni narobe. In ona začne razmišljati, a ima drugo, a mu nisem več privlačna, mu nisem več lepa, kaj razmišlja, mi noče povedati. Veste, kaj bo razmišljal predvsem? Manchester United je pusto steklo in on je vrstno žogo ono 7 metrov, kaj ne šlavi se, pa potem 45 stopin. Takole je šla mimo. Čupo! Šport gledaš 3-krat, pa se si v 5 videl! Pa je šel v 7, pa še po odmeri, a res hoče videti gol. In s tem reško svet. In vse svoje konflikte. A ne, gospod, ne vse, večina pa ja. In on je tega ne kapiral. Mene je gospa pripovedovala, rekla, da vam lahko povem, da 4 leta nazaj je bilo tudi evropsko prvenstvo v košarki, takrat smo bili, mislim, v rokometu, takrat smo bili malo boljši, ne. In so naši igrali, ne vem s kom že. 2 uri, pa še podaljšek je bil, ne. In ona 2 sta imela pa televizijo, pa njen film na istem podaljšku. Po 2 urah je ona ugotovila, da ima pa on zdaj dosti gledane televizije in je odklopila, da si bo sušila lase. In on je čisto. In rekel, finale je zdaj, še 2 minuti in ti mi odklopi, se si gledal 2 uri. Ja, 2 uri je gledal, no. Pa pol boš še gledal 5, pol 7, pol 9, in si moraš pa zdaj nujno lase posušiti. Zdaj tega se bi lahko kalmamo na... Zdaj bo še mi zadnjo stvar povedati, se to je nekaj, kar bi vam lahko biti neštan, da bi vsak večer povedali, ne. Kako je bolečina? Pri bolečini, ne, kako ženski dojema bolečino, ženska dojema bolečino, kako je moški, ne. Danes je nekaj, kar vi ne smete vzeti, ne.
tudi moški doktor o svoji bolečini ne spregovori, je zelo hudo, ne? Mi moramo govoriti o bolečini in vi ste tle res umetnica, kako vi tle, če je kje res, da ste ženske pa res izjemno močne, je v govorenju. Vi danes tudi veste, da nastaja v tem svetu popolnoma nov poklic, ne, ki je zelo vaš. To je govorenje. Gledajte na televizijo, vse spikerce so ženske. Zdaj, kakšen je tam zadaj že, ki je urednik kakšnega programa, ampak ženska zna povedati, zna vprašati, zna biti sočutna, obvlada. Vi ste v povprečju, tudi ko ste v slabem čustvenem stanju, ste vi boljše od povprečnega moškega govorjenja. Razen, če govorenje plačano, pa se pa tudi mi izvežimo, kot vidite mene. Ja, druga smo mi tih, ne? Za naša stvar je tišina. Naš oče je rekel, da je največje vrednota je biti tih. Rekel, seveda, ne? Je biti tih. Mi, ko nas nekaj zaboli, mi utihnemo. In tle ste vi res, če vi prijete sočutje z nami, vi dobite moškega. Vedno dobite moškega. Kot mi vedno dobimo vas, ko prideš v bolečino. Tamle imamo mi post pred nami, ne, in veste, da je v Getsemaniju, ne, kjer so učenci bili z Jezusom in so ga vsi izdali, prevarali, zapustili, torej njegov kabinet se res razsune, finančni šef ga je izdal, ne, samo poljski minister je še nekaj hodil malo bolj karavani. Drugi so vsi šli, šef kabineta ga je izdal, ne, ja, prevaral, ne, kaj so nadeli. Ampak tam pravijo naši psihologi za spremembo. Če bi oni tam z Jezusom bili, ko je krvavi pot potil, ga ne bi pustili. Ko enkrat doživiš bolečino sočloveka, ženske, moškega, ga ne pustiš. Ne moš pustiti. Pravi ona tam gor, da je res. Ga ne pustiš. Ne moreš pustiti tak človek. Mladim ljudem mi vedno pripoveduje, kako pomembno je, da ti veš, v katerem delu menstrualnega ciklusa je tvoja dama, ne samo zaradi onih 3 dni. Kako je ona doživlja? Kje je? Da se vam zanimaš za njo, jo lahko čutiš, jo lahko razmišljaš, jo lahko vprašaš. Ker je boš s tem s tebi sočutje stvar. Veste, kaj reče za ženske? Ker ne ve, vprašal bi pa bi vedel. Zakaj pa ne veš, ker nisi vprašal? In ne sprašujemo, ker močemo biti vsiljivi, a ne, gospode? Mi smo vsiljivi ljudje, ne? Ja, moški ga zdaj sprašuje, da to vedo vsiljiv, ja, revizor, mi rečemo, vedo, ok, njegov poklic, ne. Mi ne sprašujemo, ne? Ker je to stvar ulike takte bontona, ne? Pa so pa vprašanje ulika takti bonton, da vprašaš, ne? Smo se čisto različni se, ne? Ok, pri teh čustvenih zadev, zakaj moraš ti vse povedati? Je zato, da smo v odnosu. Zato, da je v odnosu. Ženska, ki vseh svojih življenjih bolečinah, strahovih pripoveduje, pomeni, da s tem ona v odnosu. Moški pa ničesar noče povedati zato, da bi ostal v odnosu. No, pa presek. Pa bo, vesel. Zakaj ti močeš več povedati? Ne. Razen, da te tokrat skori, tokrat zezi, da ne moš več živeti. Je, ker bi lahko bilo to, kar bi povedal, mogoče narobe, ali pa če bi kaj tako vprašal, bi lahko tudi, ne vem, kam pelje neki odgovori, tako podobno, no, kot si rekel, no. Ni nekih jasnih parametrov, kam lahko ta čutenja pelje. Zdaj vi nas preverjate, koliko mi prenesemo vaših čustv, mi vas nenehno preverjamo najprej sebe, kaj je sploh varno povedati vam. To raj ne bo povedal. Oba zveste čez 3 dni, da je on povedal, ste besno na njega. Zakaj mi pa nisi povedal? Se mi pač ni zdelo pomembno. Meni pa je pomembno. V redu. Ok, ampak ko moški spred govori o svojih čustvih, se razreši. Se res razreši. Tle ste vi mojstrice, ker mi smo tle res novi, mi smo novinci na teh področjih, mi v čustvih nismo nikoli govorili.
Če bi naša stara mama potem rekla mojemu staremu očetu, dragi gospod, zdaj bom vidva šla spat, ne, pa bi se prej vidva malo zmenila v najnem čustvenem smislu. Najbolj, da bi tisti gospod njo hitro odpeljal v neko institucijo, vemo katero. Če pa danes vaš mož z vami čustvo ne deli, ga pa spet peljete v ta isto institucijo. Je to neverjetno, kar dve generacije se stvari menjajo. Danes smo pa čustveno invalidi mi za vas, a ne, če ne govorimo. Svet se res sprevi. In govoriti o tem, govoriti spoštovati drugega, imeti to dvojno zavedanje. Ona je drugačna, ona drugače procesira. Vse ni to o meni stvar, ne? Ona je zdaj tle oblečena, začne tle jabrati, se mi ne paše tole, ne vem, zakaj sem se tako oblekla, on se takoj čuti kriv. Zakaj? Pa, ker je rekel, greva hitro, da ne bova zamudila. No, nič ni kriv, samo ona se ne počuti dobro in je jezna. Ženska, ki mi je jezna, neka biti ženska. V redu? Ja, res neka biti ženska. Ker ženska jeza ni taka, ona se jezi, ne, hitro kaj začne jeziti, ker se nekaj dogaja v njej, nekaj ne paše, ona se razjezi, ne, to je čisto normalno. In mi smo pa za vse krivi. Kriv. Pa kaj kriv? Še za vreme v Južni Afriki ste krivi, gospodje. Ne, niste. Kako te to razjezi, če on vse kriv? Ja, to me še bolj razjezi. To je pa še bo to, če je kriv, pa se ne popravič, ne. Dobro, se mi bi urati pol 8 bilo. Končati, dajte na plan s tem ljudem, tle ne, pa sami sebi,